Dobro jutro, pozdravljeni na še enem Frodixovem webinarju. Danes bomo govorili o 3 korakih do učinkovitih spletnih vsebin, oziroma kako se lotiti pisanja vsebine. V pripravi na ta webinar smo se pogovarjali z našimi pisci in ugotovili smo, da ni problem, da ne bi imeli vsebine, v kateri bi želeli pisati, ali pa da bi bil problem stvar napisati, najtežje ugotoviti, kaj o čem pisati, in do tega pa pridemo v teh 3 korakih, s katerimi v bistvu postavimo najprej naslov vsebine. Ko je pa enkrat naslov, pa tudi nekako steče tipkovnica in se začne pisati vsebina. Torej, najtežji del je vedno napisati naslov na vrh papirja oziroma na vrh dokumenta v Wordu. Pa brez da kaj ful čakamo, dajmo si kar pogledati, kaj so te osnovni 3 koraki, ki smo jih mi začrtali za to, kaj je tisto, kje začnemo pripravljati vsebino. Torej, odločili smo se, da napišemo blog, lahko tudi neko drugo vsebino, ampak zdaj, ker govorimo o vsebinskem marketingu, bomo mogoče ostali na nivoju bloga. In kaj zdaj? Moramo iti čez 3 osnovne stvari. Odločimo se, o čem bomo pisali. To bomo pogledali potem malo bolj podrobno, kako pride do teh tematik, kako si izbrati pravo tematiko za določen članek. Druga stvar je, da določimo naslov. Ful pomembno, ker ko imamo enkrat naslov, bomo tudi se bo nekako vsebina začela ustvarjati v naši glavi, ker že skozi proces določanja naslova bomo mogli razmišljati tudi hkrati vsebini, kar je logično. Tretja stvar je pa, da določimo naslednji korak za bralca, torej nek call to action, ki ga bomo dali na dno bloga, kamor želimo, da bralec klikne, in je to njegov naslednji korak na naši spletni strani. Kaj pa spet odvisno od vsebine, od našega namena, zakaj smo napisali ta blog. Pa če si potem kar začetek pogledamo, kako ugotoviti, o čem pisati. Eno je, da lahko vprašamo stranke, to lahko naredimo z anketo, lahko to naredimo 1 na 1, če imamo stik s strankami. Če pa to večje podjetje, pa vprašamo naše prodajalce ali pa podporni stav, ker oni so veliko v stiku s strankami, vejo, kaj stranke zanima, kakšne vprašanja imajo, kakšne pomisleke imajo. In na podlagi tega bomo v bistvu pripravili vsebino, ki je res namenjena strankam. Oziroma, tukaj so lahko stranke, potencialne stranke, skratka, bralci naših vsebin. Naslednja stvar je, različimo, kaj potencialne stranke zanima, torej, kaj iščejo na Googlu. In pa tretja stvar, določimo cilj našega pisanja. Mogoče najprej glede tega, kako raziskati, kaj potencialne stranke iščejo. Obstaja kar nekaj orodij za ugotavljanje tega, kaj uporabniki iščejo. Imamo Google Trend, ki je mogoče v Sloveniji majčkeno manj uporaben, in se da veliko več ugotoviti z Google Keyword Research toolom, ki je del AdWords accounta. Torej, odpreti je treba AdWords account, ni treba dati za začetek še nobene kreditne kartice ali karkoli, ni potrebno začeti oglaševati na Googlovem AdWords omrežju, ampak s tem dobimo dostop do orodja Google Keyword Research tool, ki je v bistvu namenjen oglaševalcem za pomoč pri iskanju ključnih besed za oglaševanje, ampak hkrati pa dobimo v njem tudi informacije, koliko uporabniki neko ključno besedo iščejo. In tega se lotimo tako, da si zamislimo nekje 10 do 15 ključnih besed. To ni nujno vedno ena beseda, lahko je besedna zveza. Jih vpišemo v Google Keyword Research tool in ta nam v odgovor da eno je število iskanj, ki jih uporabniki opravijo v povprečju na mesec za to ključno besedo. Drugo pa je razširitev in neke ideje za sorodne ključne besede, ki nam tudi dajo idejo, kaj se še išče na Googlu. In iz tega ugotovimo 2 stvari. Torej, če je visok nivo iskanja, to pomeni, da uporabniki ali pa da ljudje na Googlu to dejansko iščejo. Druga stvar pa je, da iščejo točno to frazo oziroma točno to ključno besedo, ki smo jo iskali. Torej, definitivno želimo pri targetiranju na ključne besede uporabiti točno tako besedno zvezo, ne v drugačnih oblikah, vsaj v naslovu. Zdaj pa, kako določiti cilje pisanja? Vsako našo vsebino lahko
ponavadi damo v eno izmed naslednjih 4 kategorij. Naš cilj pisanja je lahko grajenje zunanjih povezav, torej za buildanje linkov, da bo čim več drugih ljudi linkali na našo spletno stran, kar bo naši spletni strani pomagalo priti više v iskalnikih, boljš bomo na Googlu, lažje bodo ljudje prišli do nas. Če je to cilj vsebine, potem pripravimo vsebino za segmente, ki ustvarjajo povezave. To so kakšni SEO entuziasti, spletni oblikovalci, ljudje, ki mogoče kakšne trending zadeve na družabnih omrežjih, zaradi tega, ker se tudi tam deli in se tudi tam ustvarjajo povezave. Drug naš namen je lahko povečevanje organskega obiska, torej obiska, ki pride do naše spletne strani preko iskalnikov. Taka vsebina, kjer želimo čim več ljudi dobiti iz spletnih iskalnikov na našo spletno stran, spet posledično bo iz stališča SEO naša stran boljša, ker bo višja v iskalnikih, ker bo več ljudi kliknilo na njo in ker ne bomo imeli bounce, ker bo vsebina relevantna za tisto iskanje. Pri tem načinu moramo vsebino res fokusirati na to ključno besedo, ki smo jo raziskali, torej moramo se res držati teh osnovnih pravil, da je ključna beseda na začetku naslova, da jo uporabimo v besedilu, da dobimo na to ključno besedo linke na našo spletno stran, da iz drugih člankov na naši spletni strani linkamo na to stran in tako naprej. Naš tretji cilj pisanja je lahko pomikanje strank po marketinškem lijaku. Torej pišemo vsebino, ki odgovarja na vprašanja potencialnih strank, oziroma z drugimi besedami, našega najboljšega prodajalca spremenimo v spletno stran, ker naš najboljši prodajalec ve pomisleke potencialne stranke, še preden jih stranka vpraša, in tako bomo lahko potencialno stranko na naši spletni strani izobraževali in pomikali bližje k nakupni odločitvi. Četrti cilj pisanja je pa lahko povečevanje uspešnosti in zvestobe strank. Torej, pišemo vsebino, ki odgovarja na vprašanja, ki jih imajo obstoječe stranke, zato da bojo one boljše upravljali svoje delo, da bojo bolj uspešne, bolj zadovoljne z nami, posledično bomo lažje naredili aftersell, upsell, karkoli, torej lažje bomo taki stranki prodali. In zdaj, ko pišemo blog, če gledamo na blog kot celoto, bojo verjetno različni prispevki spadali v različne od teh kategorij, ampak ko delamo pa plan za eno vsebino, torej kaj bo naša prva ali pa naša naslednja vsebina, ga pa verjetno damo v enega izmed teh 4 kategorij. Drugi korak, določimo naslov. Zopet imamo mogoče tukaj 3 stvari, kako določati naslov. Prvo je, da mora naslov nujno vsebovati ključne besede. Torej, te, ki smo jih prej pri raziskavi ugotovili, da dejansko jih ljudje iščejo, da jih dejansko ljudje vpisujejo v Google. Ker nič nam ne pomaga, da smo mi zelo eksaktni, zelo strokovni, če to v Google vpišejo samo ljudje, ki so tudi že na nekem istem nivoju strokovnega znanja. Sploh, če se pogovarjamo o tematikah vsebine v eni izmed tistih prvih 3 tematik, torej ne izobraževanje obstoječih kupcev, ampak tiste druge 3, ki so namenjene potencialnim strankam. Za tiste moramo velikrat uporabiti majčkeno bolj preprosto izrazoslovje, ker so to ponavadi besede, po katerih ljudje iščejo vsebine povezane z nami. Druga stvar je, da pazimo na dolžino in pa postavitev ali pa strukturo naslova. Eno je, da pač jasno naslov ne sme biti predolg, še vedno mora pa vse razložiti. Samo moment. Super. Drugo je pa postavitev oziroma to, da pazimo, da damo ključne besede na začetek naslova. Eno je že zaradi čisto same logike, ker ljudje preberemo naslov, damo večjo težo na začetku. Drugo je pa, da ko se vsebina prikaže na Googlu ali pa ko jo delimo na družabnih omrežjih, če je dolg naslov, je velikokrat skrajšan tam nekje na 60-70 znakov in ne želimo, da so ključne besede, torej tista glavni namen našega članka, naše vsebine na koncu za tistimi 3 pikcami, kjer jih noben ne bo videl. Tretja stvar,
lahko si pomagamo, za učinkovite naslove si lahko pomagamo s predlogami. Nekaj idej vidimo že tle na desni strani, link do te slike bom poslal tudi v tistem mailu, kjer boste dobili tudi posnetek. In zdaj glede raziskave ključnih besed, to smo že omenili, lahko uporabljamo Google Trend, Keyword Planner, so pa potem tudi plačljiva orodja in za raziskavo ključnih besed in potem za analizo naše vsebine, koliko je uspešna. Tukaj imamo pa WordTracker, SEO Toolset, Moz, Raven SEO in tako naprej. Pa če si pogledamo predloge za učinkovit naslov. Tukaj je 5 primerov, kot sem rekel, tiste v angleščini jih bom poslal 72, ali koliko jih je bilo na tistem slajdu, ampak angleške je treba večkrat prilagoditi na slovenski jezik, da imajo smisel. Prva je x razlogov za nekaj pozitivnega. Seznami, ki rečemo 7 načinov, 6 razlogov in tako naprej, so zelo učinkoviti, ker so enostavni, pa kot bralec vemo, da bo vsebina v njih strukturirana, torej da lahko mogoče, če nas vsebina 100% ne zanima, samo preskrolamo pa preberemo naslove teh razlogov ali pa nasvetov in se potem še poglobimo v članek. Zaradi tega so take vsebine, tako ljudje rajš na njih kliknemo. Primer iz ene izmed naših spletnih strani, 12 preprostih namigov za jesensko fotografiranje. Drug tip vsebine bi bil, kako pa nek glagol naredimo nekaj. Ker čim damo na začetek naslova kako, že vemo, da bodo v tej vsebini neki konkretni napotki, da se bomo iz njih lahko nekaj naučili. In primer take vsebine je, kako se izogniti neostrim fotografijam. Naslednja opcija je nekaj resnično primerno za nekaj. Tukaj predvsem igramo na to čustveno karto, ker ponavadi ljudje vedno želimo za druge, sploh za naše najbližje, najboljše. In primer take vsebine bi bil, je pasja hrana, ki jo uporabljate, resnično primerna za vašega kužka. Ali pa kaj takega, in to je neka vsebina, ki jo bo vsakdo zagotovo kliknil, ker se vedno zanima, a je pasja hrana, ki jo uporabljam, res primerna za mojega kužka. Normalno je to nekaj zelo pomembnega. Kaj pa potem vsebini dobimo, je pa druga stvar, seveda, ne. Naslednja, enostavno do nečesa težkega, ker ljudje obožujemo bližnjice, obožujemo neke jasne napotke, kako nekaj kompliciranega poenostaviti. Primer, kako enostavno načrtovati poroko. In pa še zadnja, kako do nečesa v števila v x korakih. Torej, ta se zdaj večkrat povezuje s prvim, pa s tem predhodnikom, s temi bližnjicami, recimo, kako do učinkovitih spletnih vsebin v 3 korakih. Torej, spet zdaj mogoče pri določenih od teh vidimo, da je ključna beseda, recimo sploh pri tem predzadnjem ali pa pri drugem, je ključna beseda v resnici na koncu, ampak tukaj se pa potem skušamo ohraniti v tem, da naslov držimo krajši od 70 znakov, ker to bo pomenilo, da bo ključna beseda še vedno povsod vidna in na Googlu, in na Facebooku, in na LinkedInu, na Twitterju in tako naprej. In pa potem tretji korak, kako izbrati pravi call to action za na konec bloga. Kako to narediti pri vsakem blogu isto? Najprej rabimo popis vseh naših call to actionov, ki jih ponujamo našim bralcem. To so zdaj lahko linki na neke vsebine, na neke druge vsebine, na prenos dokumenta, na prijavo na dogodek, na prijavo na novice, na prijava na sestank 1 na 1. Odvisno od tipa vsebine, kaj bomo uporabljali. Ampak naredimo popis vsega tega najprej, potem pa izločamo call to actione, ki niso primerni. Prvi korak, ki se vprašamo, kje v marketinškem ali pa prodajnem lijaku je bralec te vsebine, torej komu je vsebina namenjena. Izločimo ven samo tiste klice k akciji, call to actione, ki so primerni za bralca te vsebine. Torej, če nekdo če pišemo navodilo ali pa nek upgrade nekega sistema, ki smo ga naredili, torej to je za obstoječe kupce, njim bomo definitivno dali v call to action
nek upsell ali pa nekaj podobnega, kar bi jih bolj zanimalo kot nek prenos vsebine, ki je namenjena nekomu, ki še ne pozna našega podjetja. Druga stvar, ki se vprašamo, je, katera buyer persona je ta bralec vsebine. A je to zdaj direktor, ali je to nek prodajalec, nabavnik, kakšen tip bralca je naš želen bralec te vsebine, in na podlagi tega izluščimo ven vsebine. Recimo imamo 2 hitra vodiča, ki sta namenjena prav recimo direktorjem ali pa odločevalcem, torej ta 2 sta zagotovo primerna za ta blog. Tretja stvar je format vsebine, torej kaj nam boljše funkcionira, kje imamo boljše rezultate, a je to vabilo na dogodek ali prenos dokumenta. Sploh za začetek, ko začnemo, se odločamo za tiste vsebine, ki boljše funkcionirajo, ki bodo naredili več konverzij na podlagi prebranega bloga. Četrta, tematika. Kateri call to action se tematsko povezuje na to vsebino, ker če bo call to action nekaj čist nepovezanega, je verjetnost, da bo nekdo kliknil nanj, veliko manjša. Peta stvar, kakšen je nivo znanja bralca te vsebine, torej koliko bralec pozna to tematiko, o kateri pišemo. Na tem nivoju znanja potem tudi ponujamo call to action naprej.